Po stotinah let iskanja je presenetljivo odkritje odprlo novo poglavje v zgodovini, grobnica, za katero verjamejo, da pripada Kleopatri sami. V njej so našli nenavadne simbole, skrivnostne predmete in kot da bi bila opozorila iz davnine. A vendar se pojavlja vprašanje, zakaj je bilo videti, kot da so namerno skrili zadnje počivališče najmogočnejše egipčanske kraljice. In kakšne skrivnosti bi to lahko razkrilo, ki bi morda spremenile naše razumevanje zgodovine? Toda preden nadaljujemo, prosim všečkajte in se naročite na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Najlepša hvala. Zato začnimo. Več kot 2000 let je skrivnost, kje je pokopana Kleopatra, zadnja faraonka starodavnega Egipta. Bila je ena najmočnejših žensk v zgodovini Sredozemlja. Znana je bila po svoji inteligenci, lepoti in vodstvenih sposobnostih. A vendar strokovnjaki še danes ne vedo, kje je bila pokopana. Po porazu Kleopatre in njenega ljubljenega Marka Antonija proti Oktavijanu, ki je postal cesar Avgust, se je njuno življenje končalo s tragedijo. Po besedah zgodovinarja Plutarha si je Antonij z mečem zadal smrtni udarec. Kleopatra naj bi po prepričanju uporabila strup iz aspide, vrste kače, ki je simbol moči faraonov. Dovoljeno jima je bilo, da sta bila skupaj pokopana v veličastni grobnici. Vendar ni jasnega zapisa o tem, kje je bila ta grobnica zgrajena. V mestu Aleksandrija je bila sedež moči Kleopatre. Tam je stal njen palača na otoku Antirodos. Skupaj s templji in znamenito Aleksandrijsko knjižnico, ta kraj je bil nekoč kenotaf. Po zgodovinarju Plutarhu si je Antonij zabodel meč v telo. Zgodovinar pravi, da si je zabodel meč v telo. Palače, templji in morda celo sama kraljičina grobnica so postopoma izginili izpred oči. Veliko raziskovalcev je stoletja poskušalo najti grobnico, a vsi so bili neuspešni. Še vedno niso našli krste, napisa ali sobe, ki bi dokazovali, da je bila najdena. Edino, kar so odkrili, so bile poškodovane kipe, kovanci z obrazom Kleopatre in nekaj ruševin stavb. To so opomniki njene razkošnosti, vendar ne odgovarjajo na vprašanje, kje je pokopana. Medtem pa je v sodobnem času vzniknilo novo upanje. S pomočjo sodobne tehnologije, kot so sonarno kartiranje, zorčenje sedimentov in podvodno izkopavanje, so ponovno začeli temeljito iskanje. Eden izmed vodilnih pri tem je bil francoski morski arheolog Frank Godieu. Pod morjem so odkrili velike stebre, kipe in predmete iz časa Kleopatre. Našli so tudi del njenega palače in tempelj boginje Izide, boginje povezane s Kleopatro. Toda čeprav so veliko odkrili, še vedno ni nobenega znaka o sami grobnici. Zaradi tega so strokovnjaki začeli iskati na drugih mestih, kot so templji in nekropole zunaj Aleksandrije. Obstajajo nekateri stari zapisi, ki pravijo, da bi to lahko bilo v bližini templja, posvečen boginji Izidi na zahodnem delu mesta. Toda pa zaradi velikih sprememb na tem območju in izgube zemljevidov je iskanje postalo še težje. Do danes ostaja veliko vprašanj, ali sta bila Kleopatra in Antonij res pokopana skupaj. Ali so morda njihova posmrtna ostanka skrili, da jo nikoli več ne bi našli? Je mogoče tudi, da so grob namerno skrivali, da ga ne bi oropali bogastva? Medtem ko minevajo leta in se tehnologija še naprej razvija, postaja upanje raziskovalcev, da bodo odkrili pravo grobnico Kleopatre vse močnejše. Včasih so o njenem zadnjem počivališču krožile le legende in zgodbe. Toda sčasoma postaja vedno bolj mogoče, da bi to videli v resničnem življenju. Odkritje templja Izide pod morjem je bilo začetek. Potem se je pozornost preusmerila na ruševine na kopnem, kjer so našli kose kipov, napise in arhitekturne podrobnosti, ki kot bi skrivale skrivnost. Ena od glavnih točk raziskave je bil Taposiris Magna, znan tudi kot veliki grob Ozirisa. Že samo ime zbuja občutek skrivnosti. Ta kraj se nahaja približno 45 km od Aleksandrije. Zgrajen je bil v času Ptolemaja II. Filadelfa, voditelja znanega po združevanju grških in egipčanskih tradicij. Celoten tempelj je posvečen Ozirisu, bogu posmrtnega življenja. Vendar so dolgo časa večina učenjakov verjela, da je bil Taposiris Magna le kraj obredov in čaščenja, ne pa grobnica za kraljice ali kralje.
Po starodavnih egipčanskih običajih so faraone pokopavali v velikih piramidah ali v dolini kraljev. Templji so bili namenjeni obredom in molitvi, zato jih redko uporabljajo kot grobišča. Zaradi tega Taposiris Magna v preteklosti niso vključili v resno iskanje Kleopatre. Vendar pa se ena arheologinja s tem pogledom ni strinjala. To je doktorica Kathleen Martinez iz Dominikanske republike. Po njenem mnenju obstaja velik pomen povezave med boginjo Izido in Kleopatro. Izida je simbol ponovnega rojstva in moči. Medtem pa je Kleopatra vedno opisovala sebe kot živi simbol Izide. V starih zgodbah, potem ko je Set ubil svojega brata Ozirisa, je Izida skrila njegovo telo. Pokopala ga je v skrivno grobnico, da bi se lahko vrnil v posmrtno življenje. Če upoštevamo to, je mogoče, se je Kleopatra odločila, da bo tam pokopana, da bi pokazala svojo tesno povezanost z Izido. V povezavi s tem je leta 2005 doktorica Martinez začela obsežna izkopavanja v Taposiris Magni. Skozi leta so odkrili prehode in tunele pod templjem. V hodnikih so našli nekaj grobnic, kipe vladarjev iz ptolemajskega obdobja in veliko kovancev z obrazom Kleopatre. Za Martinezovo je bila povezava tega kraja z zadnjo egipčansko kraljico jasna. Kljub temu do danes še vedno niso našli prave grobnice kraljice. Tempelj je že prestal številne nesreče, kot so napadi, potresi in postopno propadanje. To je propadanje zaradi narave. Lokalni prebivalci imajo celo legende, ki pravijo, da je kraj preklet ali da ima božansko zaščito. Kot da sta čas in zgodovina namenoma varovala eno najbolj skritih skrivnosti sveta, kljub temu se iskanje še vedno nadaljuje. Kajti če bi kdaj našli grobnico Kleopatre, bi to bilo eno najpomembnejših odkritij v zgodovini. V povezavi s tem je iskanje grobnice Kleopatre leta 2022 doseglo še pomembnejšo fazo. To je vodila doktorica Kathleen Martinez. Uporabili so sodobno tehnologijo, kot sta radarsko slikanje tal in tridimenzionalno seizmično slikanje. S pomočjo tega so odkrili nenavadno strukturo pod zemljo, tunel, vklesan neposredno v skalo. Njegova dolžina je skoraj 1300 metrov oziroma več kot 4200 čevljev. Strokovnjaki so bili ponovno izjemno presenečeni nad velikostjo in spretnostjo, s katero je bil ta prehod narejen. Po mnenju inženirjev je zasnova tega predora podobna starodavnim grškim akvaduktom, ki so jih nekoč uporabljali za dovajanje vode na oddaljena območja. Vendar je jasno, da ta tunel ni bil namenjen samo vodi. Glede na čas, ko je bil zgrajen, je mogoče, da je bil del svetega kraja, zgrajenega za skrivanje ali zaščito nečesa zelo pomembnega. Ko so poglabljali svojo preiskavo, so opazili, da je nekatere dele tunela poplavila podtalnica. Stene imajo razpoke, ki so znak dolgotrajnih potresov in premikanja tal. Vsak korak je spremljala nevarnost zrušitve. Toda kljub nevarnosti so arheologi nadaljevali zaradi svoje močne želje, da odkrijejo, kaj se skriva pod površjem. Na koncu hodnika so odkrili zaprto sobo. Vhod v sobo je bil obdan s kamni, ki so bili videti ožgani, kot da je v notranjosti prišlo do močnega požara ali eksplozije. Nenadoma se je vzdušje okoli njih spremenilo. Zrak je postal težak, skorajda negiben. Njihova oprema je nenadoma začela odpovedovati, celo luči so začele medleti. Zaradi nevarnosti so morali začasno ustaviti vstop in poiskati varnejši način, da bi si ogledali notranjost sobe. Nekateri verjamejo, da bi to lahko bilo zadnje počivališče Kleopatre in Marka Antonija. Če je to res, je to eno največjih odkritij v zgodovini Egipta. May ilan ding naniniwala na To je sveti grob za Ozirisa. Za zdaj ostaja vsebina sobe skrivnost, vendar nas vsako novo odkritje, ki prinaša znanje, še bolj približuje odgovoru. Medtem pa, ko se izkopavanja poglabljajo, se pritisk iz različnih strani še povečuje. Pritisk ne prihaja le strani strokovnjakov, temveč tudi medijev in lokalnih uradnikov. Vsi imajo občutek, da bo tempelj pozabljenih mrtvih kmalu razkril svojo dolgo skrito skrivnost. In karkoli bodo odkrili, bi to lahko pretreslo ves svet. Sredi izkopavanj so arheologi odkrili tako imenovani Ozirisov hodnik, dolg podzemni hodnik. Postopoma se je pojavil, ko so previdno odstranjevali prah. Stene so bile polne rezbari, ki so večkrat ponavljale ime Ozirisa.
Prehod je dišal po smoli in kadilu, sledovi starodavnih obredov, opravljenih pred tisoči leti. V notranjosti so bile grobne komore, ki so večinoma še vedno cele. Mumije so bile ovite v 7 plasti blaga in prekrite s tankim zlatim lističem, ki je bleščal tudi v šibki svetlobi. Dodali so tudi nakit in maske kot zaščito za posmrtno življenje. Ena najpomembnejših najdb je bila mumija z zlatim skarabejem, položenim neposredno na njeno srce, kar je simboliziralo ponovno rojstvo in večno zaščito. Pokaže, da je bila ta oseba verjetno del višjega sloja družbe. Po grobnici so bile raztresene tudi kovanci z obrazom Kleopatre. Črte njenega obraza so še vedno jasno vidne. To niso bili le denar, ampak tudi sporočilo. Sporočilo o njeni moči in vladavini. Nedaleč od tukaj so našli tudi kipe Ptolemida XII., očeta Kleopatre, ki so bili izklesani z veliko podrobnostmi kot prikaz moči in blagoslova bogov. A še več skrivnosti so prinesli napisi v vsakem kotu. Večkrat se omenja ime Ozirisa in besede, ki kličejo po ponovnem rojstvu. V eni izmed sob, kjer se je del strehe zrušil, so našli 2 krsti, ki sta bili ena ob drugi. Njihovih obrazov ni bilo več mogoče prepoznati, vendar je bilo očitno, da je bil njun enak položaj nameren, kot simbol iste usode. Ob njem so našli kamen z starim rezbarjenjem, na katerem je pisalo: tisti, ki hodi z izido in tisti, ki je padel pod mečem. Brez kraljevega kartuša, brez imena, le skrivnosti namigi. Zdi se kot zgodba o kraljici in bojevniku, ljubimcema ali sovražnikoma, ki jo je na koncu združila smrt. Vse to je prineslo več vprašanj kot odgovorov. Odkritje v hodniku Ozirisa so morda uganka, ki vodi do zadnjega počivališča Kleopatre. Vprašanje ostaja še danes. Smo že našli vrata do njenega groba ali se pravo iskanje šele začenja? Toda zdi se, da Ozirisov hodnik obdaja še ena skrivnost. Medtem ko se nadaljuje temeljita preiskava, so seizmični instrumenti nameščeni okoli templja zaznali nenavadno gibanje pod zemljo. Slišati je bilo šibke udarce, jasne in zaporedne, kot bi šlo za utrip srca. Vir tega je bila zaprta soba, ki se je že dolgo ni nihče dotaknil. To ni bilo navadno tresenje. Imelo je vzorec, ki ga geologi in inženirji niso znali pojasniti. Je mogoče, da je to naravno gibanje zemlje, ali pa je morda nekaj skrito in namenoma ohranjeno pod debelim granitom, to da je zrak okoli postal še težji, kot da bi sama zemlja opozarjala z jezikom, ki je bil že dolgo pozabljen. Vsako tresenje je povzročilo nemir in grozo med člani odprave. Od takrat Ozirisov hodnik ni bil več zgolj občudovanja vreden arhitekturni dosežek. Postal je uganka, ki se zdi, da nosi sporočilo, in skupina je bila odločena, da poišče odgovor. Poleg tega so na stenah prehoda odkrili zgodbo, ki jo je čas skoraj izbrisal. Na izbledelih napisih v grščini in demotiki so se pojavili namigi o združevanju različnih kultur. To prikazuje poskus Ptolemajcev, da bi egipčansko vero združili s simboli Grkov in Rimljanov. To je bil način za krepitev vpliva njihove vladavine in ohranjanje enotnosti. Vendar pa je najpomembnejša najdba na plošči iz sijočega obsidiana. Zaradi izjemne jasnosti izklesanih podob se zdi, kot da sta Izida in Oziris oživela, tesno objeta pod nebom, polnim zvezd. Tukaj je prikazano tako imenovano polje Trstike, raj, kjer duša najde mir po smrti. Ko šibka svetloba bakel osvetli gladek kamen, se zdi, kot da se sama podoba premika, kot da bi duhovna prisotnost ovijala prehod, spomin na bogove, ki so jih starodavni Egipčani še naprej spoštovali. V očeh tistih, ki so bili priča temu, to ni bila le rezbarija, temveč opomnik na povezavo človeka in na večno potovanje duše. Vendar pa je pod podobo Izide in Ozirisa vrezano opozorilo, napisano s kombinacijo grških črk in hieroglifov. Napisano je: naj ne motijo zaljubljencev, ki mirno spita, saj njuna zveza varuje ravnovesje. Na prvi pogled se zdi, kot da gre le za pesem, vendar če pomisliš, je jasno, da je to tudi opozorilo. To pravi, da tisti, ki ležijo v grobnici, niso navadni ljudje. To pravi, da so oni varuhi reda in da je njihovo enotnost tisto, kar stoji med življenjem in smrtjo.
Medtem so strokovnjaki razpravljali o njegovem pomenu. Za nekatere je to morda prošnja duhovnikov, naj prihodnje generacije spoštujejo tiste, ki so že pokojni. Za druge pa je to resno opozorilo proti roparjem grobov ali komorkoli, ki bi si drznil vstopiti. Takšna opozorila so pogosta v starodavnih zapisih, katerih namen je zaščititi mrtve pred oskrunitvijo. Poleg tega so arheologi med nadaljnjim izkopavanjem blizu vhoda našli majhno zlato ploščico. Njeni robovi so bili staljeni, kot da bi bili izpostavljeni izjemni vročini ali ognju. To je morda posledica starodavne eksplozije ali vulkanske sile, ki se je zgodila pred 1000 leti. Toda kljub poškodbam so vklesana imena še vedno jasno vidna: Kleopatra Thea Filopator in Mark Antoni. Za razliko od običajnih egipčanskih hieroglifov so ta imena zapisana v latinščini in kojne-grščini, jezikih Rimskega imperija. To kaže, da grobnica ni bila zgrajena le v ptolemajskem obdobju, ampak je bila morda dokončana ali posvečena prav v času Rimljanov. To je dokaz globoke povezave med Kleopatro in Markom Antonijem. Za zlato tablico so naleteli na največjo oviro: ogromno steno iz granita in svinca. Ti materiali so bili skupaj oblikovani, kot da sta izdružila ogenj ali neka težko razložljiva sila. Takšna vrsta izdelave ni običajno vidna v egipčanskih grobnicah. To je nenavadna kombinacija metalurgije in zidarskih spretnosti, ki jo je težko razumeti celo sodobni družbi. Zaradi tega se je pojavilo pomembno vprašanje: ali naj steno porušijo ali jo pustijo takšno, kot je. Odločitev ni bila več preprosto vprašanje arheologije. To je postalo tudi vprašanje politike, vere in etike. Približevanje skrivnosti grobnice ni bilo le odkrivanje zgodovine, temveč tudi poseganje v dolgo skrite skrivnosti. Poleg tega so pod zemljo našli sobo, ki je bila 1000 let skrita in prekrita z debelimi plastmi zemlje, s apnencem in juzedlinami. To so odkrili s pomočjo radarskega pregleda tal in nenavadne toplote, ki so jo zaznali satelitski posnetki. Ko so odprli vhod, so bili vsi polni pričakovanja, a nihče ni bil zares pripravljen na to, kar je bilo notri. Sredi sobe so našli ogromno krsto, črn sarkofag, ki mu v zgodovini ptolemajskega Egipta ni bilo para. Izrezan je bil iz enega kosa zelo črnega granita. Ni imel nobenih rezbarij, simbolov ali napisov. Celotna površina je bila gladka, kot da bi bila narejena s tehnologijo, ki presega tisto, kar so jo poznali stari ljudje. Ko so strokovnjaki analizirali kamen s spektrografsko analizo, so odkrili, da ima nenavadno sestavo. Visoka je bila koncentracija titana in magnetita, elementov, ki jih redko najdemo v Egiptu. To je dalo misliti, da bi lahko granit izviral iz oddaljene vulkanske regije, ki je oddaljena več 100 milj. Še bolj presenetljivo je, da je bila krsta rahlo topla. Tega ni bilo čutiti na koži, vendar je bilo jasno vidno s termalnimi kamerami. Temperatura v prostoru je ostala pri 22 stopinjah Celzija, vendar je bila krsta vedno pri 29 stopinjah Celzija. Te enakomerne toplote ni mogoče razložiti na običajen način. Ko so analizirali zrak v prostoru, so odkrili visoko raven hlapov živega srebra, višjo kot običajno najdemo na arheoloških najdiščih. Že od nekdaj se živo srebro uporablja kot konzervans in pri ritualih, vendar ga redko najdemo v takšnih količinah. Prisotne so tudi sledi arzenika in cinobra oziroma snovi, povezane s starodavno alkimijo in balzamiranjem. To nakazuje, da morda obstajajo ritualni načini ohranjanja, ki jih moderna egiptologija še ni odkrila. Tudi zemlja okoli sobe je nenavadna. Ima visoko vsebnost svinca in selena. Pojavilo se je vprašanje, ali je bilo to namerno postavljeno. Možno so bili strupeni minerali uporabljeni kot zaščita pred uničenjem ali da bi prestrašili in preprečili komorkoli, da vstopi. V notranjosti krste so našli 2 trupli, ki sta bili zaviti in sta ostali ohranjeni kljub zelo dolgemu času, ki je minil. Po mnenju antropologov je ena bila ženska z jasnimi grško-egipčanskimi značilnostmi. Na njeni lobanji je opaziti nenavadno obliko, saj je bila namerno podaljšana. To je bila tradicija žensk iz višjih slojev družbe v času ptolemajske dinastije. Ko so opravili radiokarbonsko datiranje, se je izkazalo, da je umrla prav takrat. Leto 30 pred Navato štetet, isto leto, ko naj bi umrla Kleopatra. Drugo truplo je pripadalo visokemu in čvrstemu moškemu.
Njegov videz je imel izrazite rimske značilnosti, široko čeljust, visok nos in bil je enako star kot ženska ob smrti. Med njunima telesoma so našli bronasti val. Bil je prekrit z rjo in nenavadnimi minerali, ki jih običajno najdemo v bližini vulkanov ob obali južne Italije. Čeprav je bil star, je ohranil svojo obliko. Bil je tesno zaprt, brez tečajev ali kakršnekoli poti za odpiranje. Ko so ga pregledali z rentgenom, se je v notranjosti pojavila nenavadna senca. Videti je bilo kot organski material, ki se sčasoma počasi premika. Zaradi tega, kar so videli, so ga takoj odpeljali v laboratorij v Kairu. Analiza z uporabo MRI in nevtronskega skeniranja. Namesto da bi ponudili odgovore, so skrivnost le še poglobili. Znotraj je mogoče opaziti rahlo gibanje, spremenljiva toplota in nenadni izbruhi elektromagnetnih signalov, ki jih ni mogoče pojasniti. Vprašanje se je hitro razširilo. Ali posoda vsebuje starodavno obliko življenja, ohranjeno z neznano tehnologijo, ali pa je to morda shramba predmetov, ki so bili namenoma ohranjeni za prihodnost? Vendar pa je postalo še bolj skrivnostno, ko so nekateri pomislili, da bi lahko bili ti dve trupli prav Kleopatra in Mark Antoni. Je morda vse to le legenda, ali pa obstaja še globlja skrivnost, ki še ni bila odkrita? Na začetku je vlada strogo skrivala vse informacije, vendar se je novica kmalu razširila zaradi nenavadnih dogodkov, ki so doleteli udeležence raziskave. Nekateri člani raziskovalne ekipe so nenadoma zboleli, pojavili so se močan kašelj, hudi glavoboli in izčrpanost, ki jih niso znali pojasniti, potem ko so opravili preiskave zraka in prahu iz same krste in komore, kjer so odkrili prisotnost neznanih bakterijskih spor. Po mnenju strokovnjakov to spada med ekstremofile, vrste mikrobov, ki lahko preživijo v izjemno težkih pogojih. Uspeli so preživeti tudi ob skoraj popolnem pomanjkanju kisika in čeprav so bili obdani z živim srebrom. Verjetno so ti mikrobi spali že od takrat, ko je bila krsta zakopana in so se prebudili šele, ko so jo ljudje odprli. Na tej točki je preprosto iskanje zgodovine nenadoma postalo grožnja za zdravje. Ni več samo skrivnost preteklosti na kocki, ampak tudi varnost ljudi, ki danes živijo. A še bolj strašljivo je bilo odkritje, da obstajajo nekatere spore, ki jih običajni antibiotiki ne uničijo. Zaradi tega so celotno ekipo takoj dali v strogo karanteno. Hkrati je Svetovna zdravstvena organizacija tiho izdala obvestilo laboratorijem, ki so sodelovali pri preiskavi. Medtem se je preiskava bronastega valja še poglobila. Po podatkih senzorjev gibanja oddaja nenavadne impulze, podobne utripu živega bitja. To ni skladno z nobeno mehansko napravo ali preprosto kemično reakcijo. Nekateri znanstveniki so povedali, da lahko vsebuje tkiva ali mikrobe, ki so ostali živi zaradi posebnega načina ohranjanja. Verjame se, da so uporabili živo srebro in cinabar kot naravno zaščito pred mikrobi. Zaradi tega je egiptovska vlada takoj uvedla zaprtje na samem kraju izkopavanja. Izjavili so, da je to za varnost vseh. Na satelitskih posnetkih je mogoče videti strožje varnostne ukrepe, vojake na straži in motilce signalov, da informacije ne bi ušle v javnost. Ni bilo uradne izjave, da je lokacija biološka nevarnost. Močan strah in napetost sta bila značilna in uradna.